Kakorkoli, predsedniške volitve so v nevarnosti, da bi odpadle, vsaj v prestolnici, ali pa, da bi odpadel ljubljanski maraton, ker se imata oba dogodka zgoditi na isti dan. Zaenkrat nobena stran ne popušča, podrobnosti in ozadja pa razkriva naš novi sodelavec in raziskovalni novinar in goreč podpornik teorij zarote, gospod profesor Fakin Sajko. Ja, novinar z ulice, to gre za vse mulce. Ker jaz sem ta, stric from the streets, zagovornik vseh človekovih pravic. Jaz čekiram, da ne bo kjer pomote. Legit novice, ali te obrije zarote, jama, zarote. Evo mene spet na ulici, kjer so včas igrali se mulci. Zdaj pa je le žalost in beda. Na srečo so pred nami volitve, vendar prepričan sem, da bodo naredili vse, da nam to onemogočijo. Kdo so ti strici iz ozadja in ali so morda tete? Pred nami so predsedniške volitve, vendar medtem, ko se Državna volilna komisija pripravlja na štetje glasov, se ljubitelji ljubljanskega maratona pripravljajo na štetje korakov. Maraton in predsedniške volitve se namreč prekrivajo. Volilna udeležba je z vsakimi volitvami manjša. Kot kaže, Slovenci naših politikov ne volimo više. Maraton tako predstavlja dodatno oviro, kot da že pomanjkanje ustreznih kandidatov ni dovolj velika. Nekaterim volilcem že zlaganje volilnega lističa predstavlja problem. A moram dvakrat prepogant, a bo šel v tisto režo? Sej ni origami, no? Medtem, ko bodo maratonci tekli tek na dolge proge, bodo volilci tekli tek čez ovire, kjer bo ovira, ja ta isti maraton. Nad ovirami se najbolj pritožujejo upokojenci. Na ulicah še šušlja, da že pripravljajo upore. Ne bojo toliko kmečki upori kot sedečki upori. Organizatorji naj bi zagotavljali nemoten dostop do volišč. Pa bodo res? A bo na trasi tak človeški rondo, kamor se bomo volilci vključevali v to tekaško stonogo? Tu se sedaj odbija srdit boj med Državno volilno komisijo in organizatorji maratona. Slednji pravijo, da so oni prvi imeli ta datum in da je v bistvu vse skupaj začela Državna volilna komisija. Kaj pa na to poreče Državna volilna komisija? Mislim, da je čas, da si postavimo vprašanje. Čigava je želja, da so volitve v času maratona in kdo bi od tega najbolj profitiral? Čas je za mojo teorijo. Kot vidite, trasa ljubljanskega maratona teče okoli samega centra Ljubljane, kjer naj bi po poročanju nekaterih medijev živelo največ intelektualcev in Dimitrij Rupel. Se bodo ljubljanski intelekti uspešno rešili iz tega obroča znoja? Politični influencer mu verjetno ni všeč, da na tokratnih volitvah ne bo v centru pozornosti. Zato se bo mož v pajkicah udeležil maratona, saj je le-ta v centru in pritegne veliko pozornosti. On dobro ve, da je predsedniški mandat tek na dolge proge. On ve, da moraš biti fit, le tako lahko tečeš stran od odgovornosti. Tok, ko se je on distanciral, se ni še noben. Vendar kdo bi vedel več o tem, da je mandat tek na dolge proge kot Boris Žul? Tip se piše Žul. On je Žuljev vajen, njega je Žul naredil. Žul mu je foter. Po mojem mnenju med kandidati ni nikogar, ki bi bil tok fit. Kalogar. Tip konstantno hodi v hribe. On tam nabira podpise in kondicijo. Pred kratkim je kupil dereze. Tip nekaj ve, tip ima veze. Kandidaturo je napovedal tudi Kindelhofer. Je gospod dovolj fizično pripravljen in ali sta Kindel in Hofer res njegova sponzorja? Je čas za prvo predsednico, odvisno od njenega časa na maratonu. Pirc Musarjeva morda meni, da ni mus biti fit, glede na fizično pripravljenost Logarja, pa predlagam, da malo manj TikTok in malo več walk. Se Državna volilna komisija želi znebiti tistih volilcev, ki niso fit? Za vsako bolezen se nažalost ne najde zdravilo. Zdravilo je enako lek. Kaj ima tukaj zraven lek? Kaj hitro je zaradi osebnih razlogov odstopila kandidatka Svobode Marta Kos, ki očitno v maratonu ni kos. Morda je zaradi tega vse skupaj zakuhala ravno stranka Svoboda. To je ta slovenska fovšija. Če nas ne bo na volitvah, pa tudi vas ne bo. DVK naj bi v pravem času dobilo opozorilo strani organizatorja. Kdo je predsednik DVK? Ja, Peter Golob. To sta dva goloba. Če besedo golob prebereš nazaj, dobimo bolog. Če B obrneš v P, dobimo polog. Je golob nakazal denar drugemu golobu in boste sedaj dva goloba srala po glavah volilcev? Ne vemo, to so le vprašanja. Kaj so vprašanja? Nekaj, kar potrebuje odgovor. Če nimamo odgovora, ostane velik vprašaj. Kaj dobimo, če imamo dva vprašaja skupaj? Ja, grafično upodobitev goloba, ki serije. Po kom? Ja, po Slovencih. Bodo ljudje lahko volili preko spleta in če ja, kje se lahko logiraš? Se je logar že logiral in če se je logiral, je tudi lobiral? Za lobiranje rabiš denar. Kje je logar dobil denar? Logar, login, iza login? Je morda iza login? Poglejte log, ogromno je nekih logov. Je to logatec, zali log, je iza login teta iz zalega loga, je ona teta iz ozadja, ime je Iza. Iza čega? Ja, iz ozadja. Borut. Rut je trasa. Ali Borut ve, kje poteka trasa?
To mi deli miška mala. Kdo je zdaj kle miška? Podgana je enako miš. Kaj je golob drugega kot leteča podgana? To mi deli golobček mali. Kaj dera golob pahorju, da to njemu paše? Pa pogledajte vse te povezave, pa to je noro. Torej, a gre za teorijo zarote ali sem pritekel do zmote? Ja, odločitev je vaša. Ampak ali je res odločitev, kaj je noto tej besedi ločitev? Zato, ker je odločitev ločena od vas. Zato, ker ni na vas, da se sploh odločite. Ker se drugi odločajo za vas, a veste? Drugi se odločijo za vas. Kam greš? Če imam se še zapovedati? Veš, koliko imam še zapovedati? Pa to je konč. Mislim, da se vsi strinjamo, da so vse te povezave nore. Zdaj, ali ima naš profesor prav in bo kmalu misteriozno izginil, ali bo šel pa za predsednika kandidirati. Nekaj bo. To bo pokazal čas. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.